Čau, Joli. Ej, daj mi povej, kako me tako pogledaš, a? Tako mislim, ko me pogledaš, kako ti izgledam? Na koga te spominjam tako? Nisem tako, kot en Batman, tak. Kaj? Kako se smejiš? Bobek, Kaj pa pol? kaj tebi ni jasno? Kaj, ne vem. Ja, ne vem, ti izgledaš kot Catwoman. To ja! Catwoman! Tina, vi ste maskerka. Kako človek sploh postane masker? Ja, obstaja več šol na svetu, na različnih koncih v bistvu sveta. Ni nobene šole, ki bi bila v okviru nekega splošnega izobraževanja, na žalost. Običajno se združi neka skupina make-up artistov, boljših make-up artistov, starejših, ki imajo izkušnje in se potem odločijo, da bodo to znanje pač delili z vsemi, ki si želijo opravljati ta poklic. Mi pač imamo tu zdaj šolo tukaj v Sloveniji, prva taka prava šola, kjer učimo vsa področja oblikovanja maske, to je od make-upa, specialnih efektov, protetike, lasoljarstva, vse pač, kar ta poklic razume pod oblikovanje maske. Kako pa na vaši šoli izgleda praktični pouk? Najbrž zato, da postaneš dober make-up artist, moraš imeti veliko praktičnega dela za seboj, ne? Absolutno. Pač tukaj teorija niti ni toliko pomembna, kakor je pomembno ustvarjanje z rokami. Da probaš stvar skozi prste. Pač učenci približno 80% celega izobraževalnega postopka so v nekem praktičnem preizkušanju tehnik, ki se jih pač naučijo skozi demonstracije, skozi teorijo. Masker lahko dela na različnih področjih, lahko dela v gledališču, lahko dela na televiziji, lahko soustvarja film, lahko sodeluje pri modnih revijah, fotoshootingih. Spekter maskerskega dela je zelo širok in največja nagrada, ki jo lahko masker dobi po opravljenem delu, je to, da je bila oseba, ki je nosila njegovo kreacijo, z njo zadovoljna in to je včasih vredno več kot zlato. Bobek, čudovit si. To je to. To je ta zver v tebi. Lepotica in zver. Bobek. A grem po Tino, Bobek? Ja, pej po Tino, prosim, pej po Tino.